Prešeren, Kosovel, opazovalnica. To je gej, to je gejovsko, stari. Sem čakal na To ne moreš. Cel dan zdaj, dokler si prišel. Vse bi bilo smešno, ne, če bi bilo. Tok sem čakal tole. Bilo bi smešno, če bi bilo v kontekstu nekmu, ne, tlele pa zdaj. Pazi, opazovalnica je zdaj dosegla status, da ni več tisto, to je pa nek nišni podcast. Imel sem intervju za Nedelo. Okay. Wow. In sem govoril, New York Times. In sem govoril zelo veliko o opazovalnici. Nekdo, ki bo ta intervju prebral, zdaj v nedeljo, ko pride, da je to ven jutr, Ja. v nedeljo bo to prebral, ki ne pozna opazovalnice, Anže Tomič, aj to ki je bil na podcastu N1, ki deluje brihten. Ko pa če bi jaz to poslušal in bo šel poslušati opazovalnico zadnjo? Ja. In Ki bo poslušaj, to? čakaj, Davida. Ja. David je bil to. Hvala, David. In bo slišal to Hvala, David. neprimerno stokanje. In bo rekel, kakšna PR poteza je bila pa to zdaj. Se pravi, tebe je strah, kako bodo ljudje dojeli tvojo, kako bi rekel, kako si tvoje plasiranje v medije tega podcasta. Okay. Mislim, to je tako malo neprimerno bilo. Ne, ni bilo ne. Ki je ženska, je primerno. Ja. Ki je pa moški, res. Se pravi, to ni dvojni standard. Bi rekel, da nimaš, da ta tvoja, bom rekel, latentna homofobija. Ne, noben ni. Ej, Ja. to je, jaz sem moška, Res ki je. imava največ. Jaz ne bi še toliko daleč, bi rekel, da se imava rada. Toliko daleč ne bi šel. Fan baza je ženska. To ni res. je. To sam ti misliš. Ja, je. Okay. In 40-letniki. fino je, da dobiva odziv od fan baze ženske. Ne? Zakaj pa ne od moških? Hvala, David, res hvala. Ne, še kakšen fant pošlje. Mava, mislim, da sem še dva, prosim, kaj pošljete. Nobenega audio odziva ni bilo, prijatelj. Nobenega audio odziva nimava tokrat. Zaradi tega, ker je veliko lurkerjev. To si že šestkrat rekel. Ja, Okay. ja, v grmovju so, pa opazujejo, nagi so. To pač tako je. Ne? Ali so nage, ali niso nage, če je ženska baza. Ja, ne. Ne me zdaj za besedo držati. No. Okay, ne bom. V glavnem, hočem povedati, da Si Ne reč, snem. hvala, David. ne, David, vsekakor hvala, ker je duhovito, ker je. Zdaj, ja, moš na humor vrniti. Okay. Ne, ker je doseglo svoj cilj. Doseglo je to, da se ta reži kot pečen mačk zdaj tle. Tako sem bil vesel, daj- da danes snimava, ker sem vedel, da to pride. Ne, Res sem bil tako vesel. slabo. Ja, top. No, ampak glej, Ja. glavno, da je to mi. Imamo kakšnega ženskega? Lahko ti sam povem, koliko jih je še, zato da bodo ljudje dobili, čak da odprem, da ljudje ne boš ti nič videl. Se pravi, samo še 3 mava, samo še 3, eden je še prišel od zadnjič. Tako da dejte, ljudje, predvsem moški bi jaz rekel, dejte se posneti. Težko so ljudje, težko je marsikom izpostavljati se, ker Razumem. glas sliši. A ti veš tisti pojav, imaš ti tudi ta, ne, ti nimaš kje, ti si preveč samošečen. Jaz sem preveč sosečen. Ja, Jaz, mislim, okej. ne bi prav. snemal podcastov, če si ne bi bil všeč glasovno. Ker mene zanima, če imaš ti sindrom, Ja. da se slišiš, Ja. pa reči, oh my god, that's not me, ne morem se poslušati. Jaz ga imam. sem prebolel to, ker to A si montiram. res prebolel Ja, to? ker toliko cajta že montiram vse to, da sploh nimam več Čeprav tega. zdaj si všeč po dokončno. Mislim, zdaj si priznaš. Ampak v redu, ker jaz nisem vedel. Tako razumem, kakšen dis je to. Ja, pa ni dis, pač nimaš odpora, če sam sebe poslušaš. Ja. A je tako? Ne več. Včasih sem več. ga imel veliko, Ja, zdaj mi je pa vse enrata. mislim, včasih, čakaj malo. Ti si začel delati aparatus 2012. 2012. Ja. Kje sem pa jaz rabil tvoje letnico, kdaj si začel delati podcast? Najbrž v intervjuju za New York Times oziroma Nedelo. Ne, nekaj drugega je bilo. A sem se s ChatGPT-jem menil, Spet s prijatelji. nek joke. V pogovoru s prijatelji. Nek joke je bil in vem, od kjerga let, ali sem eno sličico delal. Aha, ne, vem, kaj sem delal. Objavil sem eno sličico,
ker sem pelal z enim kamionom. Tomič, logistika. Delivering a podcast since 2012. Ja. Aha, in če GPT ni vedel, da je 2012 se začel. Ne, narobe sem si zapomnil, ni bil ChatGPT v igri. Je pa, tako. A ti neč ne uporabljaš ga? Vsake to je uporabil. ChatGPT. Ja. Se pomaga. Pomaga tako, mislim. Ja. Držite, da ne hodiš čez prepad. Ne? To je kot prijatelj. A shoulder to cry on. Ne? Čeprav ni rame. Ne? To je zdaj spet. Koliko si rekel, da že požre? Za eno žarnico, za eno vprašanje? Ja, nek tazga. Za en dan žarnice? Ne, mislim, da 20 minut žarnice. To je bilo najbolj v tisti epizodi. Pejte poslušati za nazaj, ne vem koliko, 3-4 epizode za nazaj, ki je Anžetko se pogovarjal, če je GPT-o in on zgrožen, tako, ti to uporabljaš, blablabla. A veš, koliko energije to porab? Pa mi pove, koliko, ne pa reče, tok pa tok. Pa jaz rečem, a ti ne uporabljaš? Včas dam kje prevesti. Ti bi mogel reči, ne dotaknem se ga s palco po pridiganju. A razumeš, to je tist, ne? Hočeš reči, da sem hipokrit. Ja, dober človek si, ne? Ja. Vemo, kdo sam se reče dober človek. Jaz si nisem samo sebi rekel dober človek. Seveda si rečeš dober človek. Allah, jaz zdaj povem admin, pa štartava zadevo. A še nismo štartali. Ne, nismo še štartali. Ful trpim, sem upal, da je že pol mim, ampak v redu. Ne, sej tak cajt je, no. Dajte podpreti ta podcast. Zakaj? Zakaj se splača podpreti ta podcast? To je zdaj pa dal vprašanje, ne? Nima odgovora. Ne, veš kaj, takole bomo pa zdaj Očala je dal dol, to je vedno znak. Očala je dal dol, povej. Bo dal karte na mizo. Na lestvici podcastov Ti prosim, nehi. Na 3. mestu Be Monthly podcast. Ja. Sicer pa vsebine. Pred nama sta bila samo še 2 podcasta, ki objavlja tako 2 videa na dan. Se pravi, oni imajo že milijon videov gor, mi dva jih imamo koliko, malo čez 100. 111. In sva bila na 3. mestu. Tisto prvo pa drugo mesto v tem kontekstu ne velja nič. Se pravi, to je najbolj poslušan podcast. Ja, absolutno. V Sloveniji. Verjetno tudi v regiji. Ker pazi, jaz vem, da je... Krapina prepela ljudi, stari moj, to ni... Krapina je kar znan kraj. Zdaj je. No, ker z predstavo, recimo predstava Klasični rtač, je noter ena skladba, ki je zdaj zakurila cel Balkan. Ti tega ne veš. Ne, res ne vem. Nisi pogledal prispevka na Svet na kanalu A, pa na 24 ur? Ne. En komad v predstavi, lahko povem jaz admin do konca, pa pol ti to poveš, ker mi sem zdaj začela, zakaj se splača ta podcast. To vse pripelje. Ok, no pa povej do konca, sorry. In ta komad je Pazi, s kim spavaš. Ja. Ker je pač vključen v to predstavo kot en del plagijata, da je to napisal Rossini in tako. Ok. In to je prišlo do avtorice tega komada. Kdo pa je avtorica tega komada? Ta Svetlana Ražnatovič, Ceca. Ja. In je to šerala. Ceca ve za nekaj, kar si ti naredil. Ja. In včeraj so prišli na predstavo, ki je bila v Portorožu iz te srbske komercialke iz Beograda, posnet vse to, pa intervju narediti s Tilnom. Tako da... Res, ok. I swear. To je ful dobro, ja. Ja. Zakaj mora pa ljudi podpreti opazovalce? Zato, ker je človek, ki je del tega, tudi del tega podcasta. Veš, vplivnost. Si tak del. Vplivnost se kaže na več načinov in je multidisciplinarna. Okay. Sprav, ti zdaj, zaradi tega, ker je Ceca zvedla za nekaj, kar si ti delal pri Klasičnem rtaču, ima midva tudi več publike, ker si ti ta težišče, ti si to težišče. Jaz mislim, da ja. Okay. Jaz mislim, da mislim pa, lej. A lahko sam še enkrat reči, meni reči, da sem samo všečen. Sam reči mi, da sem jaz samo zelo samo všečen. Okay, redo. Ker, redo. Ja, imaš prav, Jure, priznam, jaz sem zelo samo všečen. Ja. Moraš gledati širše.
Razumem. Moraš gledati Prav zdaj širše. napadava Balkan, če te prav razumem. Ne, to so A samo. pa ljubi me, izgubi se, drdila v srbo-hrvaščini. Ne znam. Volim te, Ne, ljubi me. ja, ljubi me, voli me, Zgubi se, ne. spizdi. Controversial. Ne kontroversial, sva vloge zamenjala. Lahko zdaj sam povem, ne, lejte, če podprete ta podcast, vedno dobite še dodatno epizodo, ki ni vredna. To sem jaz povedal v nedelju. Sem rekel, da vsi naročniki dobijo še ekstra epizodo, ki pa je bilo vprašanje, se da s tem služiti, pa sem rekel, ful. Tomo sam še... Sam še Lamborghinije menjam. Ja, sam še čaka. Saj še čaka tehta med 3 različnimi razgledi tam nad Portorožem. Kje bom postavil? Ja, Okay. tehta. Pač, zneske je hotela vedeti. Ne. Okay, hočem reči, da dopobarva mogoče ni najboljši razlog za podpreti, ampak dobite dodatno mini epizodo vsakič. Hkrati naj povem, to moraš, kaj me je dosti ljudi vprašalo, zato hočem to povedati. Ko podprete, dobite seveda tudi vse dopobarbe za nazaj. A tega pa jaz nisem vedel. No, to je kar pomemben podatek. To me zdaj par ljudi vpraša, meni je bilo to samoumevno. Sprav, ti zdaj le podpreš opazovalnico, dobiš današnjo dopobarbo, ampak v feedu bojo tudi vse za nazaj. Okay. Ne, to je kar plus, dobite za enkrat eno, imamo v planu že drugo epizodo, ki je pa samo za podpornike. Tisti pa je vreden. To pa vem. Ne, ker veš kaj, opazovalnice so zelo tematske in dopobarve so zelo tematske in so koncentrirane vedno v nek problem, v neko podskupino. In zadnjič smo imeli moške. Ne, ker je bilo grozen. Ne, ni bilo grozen. Grozen je bilo. Še zdaj ne vemo. Za tiste, ki niste najslabša dopobarva do zdaj. Ki niste satelitke. Prejšnji dopobarbi sva se pogovarjala, kaj je to. Ne bova, ne ti so stane v dopobarbi, nočem biti ta model, ampak dovolj je bilo. Danes pa je za ženske dopobarba, to se obljubljamo. Danes imamo pa žensko. Okay. Ne vemo še kaj, ampak. No, aparatus.si poševnica podpri, prosim, dajte podpreti, najlepša hvala, zaradi vas ta podcast še obstaja. To vedno rečem, pride tudi v Discord, kjer potem Jure večinoma objavlja neke slabe mime v kanalu Opazovalnica, časi so celo dobri. Pa škaj je super, ljudje najdejo tebe v nekih starih rečeh in delajo gife. Zadnje bo en gif, ki si šlic odpiraš, zraven artača, ne vem iz česa. Nisem že dolgo časa pogledal. Zelo dober, poglej. Zelo dober. Tako da to je to, podprite. Kaj delam? Ne, še enkrat ponovno. Ja, šlic, pa zadrgo. Ja. Tako delaš, zadrgo, zum, delaš. Če to je s telefonom posneto bilo? Ja. Ti si tak, sem. Zdaj bo pa dala intro, bo dala. A je v redu? Intro. Po pol ure. Ja. No, to je seksi glas. Zdaj pa poslušaj me. To je seksi glas. Poslušaj me. Tak. Ljudje ne bojo verjeli to, kar bom zdaj povedal. Pač ne bojo verjeli to, kar bom zdaj povedal. Telefon. To bom ne verjel, ker bo zgledal, da si midva, da je bilo to zmeden. To je slabo. To je ena tist, eni ljudje imajo tako razburljiv življenje, ne, ker jih poznam, pa ne bom se spuščal, ker to je pač, to pa res ni za javnost. Ampak ene par ljudi poznam, ki nikako niso v Sloveniji, delajo po svetu in tako, imajo tako življenje, kot ti oni pripovedujejo, da če si to zapišeš, pa narediš iz tega recimo roman, bo ta roman slab. Če me razumeš, kaj sem hotel povedati? Razumem. Ker so toliko neverjetne zgodbe, da nima smisla, da bi kdo resno imel. No in to je ena takih zgodb, ki zdaj zgleda tako.
Lejte, a lahko jaz to povem? No, prav. Okay. Jure je plele prišel, malo se pogovarjava, mi dva zmerno narediva nek tak, prep, minimalen prep pred temi epizodami, malo gledava vprašanja, ki bodo kmalu v Opa Helpu, malo kaj pa do po barba, pa to. In potem sem mu zdaj zadnjič rekel, da neha vmes v telefon gledati, ker ga zmede, ne? Ker sem imel klic. Ja, ampak tokrat si imel pa klic, to se pravi napreden, sem začela snemati. In je imel klic. In se sliši na drugi strani človeka, ki reče: hello, ne, ali kaj je rekel? Pronto je rekel. Ne? In je to prvi stavek z Juretovih ust je bil: do you speak English? In je bilo: no. In potem, čeprav razumem, je bil to dostavljalec, najbrž od Amazona, iz Japonske. Ne? Okay. In potem se je Jure začel s tem človekom, ki ne zna angleško, pogovarjati v katerem jeziku si se pogovarjal, Jure? Daj to pa ti odgovarjati. V osiromašeni angleščini. To imamo naslov. Če ti človek reče, do you speak English? No, mu ne moreš reči, yes, please leave the package. Me razumeš? Ampak moraš reči, povej, kaj si rekel. Leave door. In to je zgleda, tega je bilo 45 sekund, sorry, sem že spet umiril. Tega je bilo 45 sekund. Jaz sem sam sedel zraven, meni si morate predstavljati, kle aparatus, tako da sedim, kle za kompom pri mikrofonu zraven, Godler stoji in govori v telefon: leave door, yes, si, door, leave. Glej, glavno, da smo se zmenila. Jaz sem mislil, že spet jokam, jaz sem mislil, da sem uscal, ki se ni nehal, tako je trikrat si rekel. Ja, ker me je spraševal, da če sem ziher, ne, leave door, ker veš, ne ve, kaj je v škatli not. Ja. Tudi jaz ne vem, kaj sem toliko stvari naročil, pa ne vem, točno kaj je to bilo, ampak glej. Leave door. Leave door. Ampak je razumel. Ja, sta se zmenila, okay. Jaz sam nisem mogel reči, kaj se dogaja. Lasciate la porta, bi mogel reči. Kaj si rekel? Porta bi še rekel, da so vrata, kaj pa je laša? Lašate je, pustite, to povem. Lašate mi kantare. Prej nisi vedel. Ja, zdaj sem se spomnil. Prej je bilo door, leave, yes, ja, zdaj, leave. Če bi... Si, leave, door, tako je bilo. Dopoje tako mat, lašate mi kantare. Mi kanta, ja, ne vem, dopoje, ampak okej. No, kaj to pomeni? Pustite mi peti, ne? La kantare. Ja, okej. Mogoče mu ne, ker tako mat ni najboljš. Okej. Lej. Si pa rekel na konc, mislim, da si rekel, si pa nekaj po italijanski rekel. Ja, rekel sem, nesum problema. To pomeni, ni problema. Leave door. Ne. Ti bi rekel, no problemo. To sem pripričan. Ja, zelo verjetno. Ja. Kristus. Me je fulero dobro, zato ker nisem vedel, kaj se dogaja. Prvo sem mislil, se norca delaš, pa sem pa slišal človeka na drugi strani. Trikrat me je mogel klicati, da sem mu javil, ker sem točno vedel, kaj bo. Zaradi tega sem mu nisem javil, ker sem bil ti zraven. Ampak ker sem videl, da je ustrajen in se mi ne da poljebati s tem, da iščem, pa da ga kličem, pa... Leave door. Je lažje reči leave door, kot pa kje je zdaj moj paket, kje se dobimo, kdaj, kam ga boste pripeljali. God. In tako. Tok dober. Ja, lej. Žal mi je, da niso majki že tekli, da bi se mogli, če bi dobil malo tega zvoka, ampak je to... Ja, ker to bila do pobarba. A greva na Opa Help, drugače. A špico si že spustil? Ja, točno. Ja, lahko ti narediš, ne? Lahko ti narediš Opa Help s Kasijotom, kaj, ne? Aha, ne, sem mislil, da če si tist... Sem, to je vse že bilo. God, kaj delaš zdaj? Ja, pardon. Ja. Ne. Sveta noč, ali že, da te nekaj vprašam. Vprašaj, a čez sveto noč. Ja, to pa mene gane.
Res. Ja, ki me spomne na tiste čase, ko smo bili otroci, pa to, ko smo pod smrečico popeli. A ste peli doma? Ja. A ni no? Ja. A ni to tako pred novoletnim mirom? Slišiš ta fejt, pa sploh nisem tehnik. Izjemno. Okay. O, pa help. Na kjer ga greva najprej? Kaj je razlika, Peter sprašuje, kaj je razlika med opero in opereto? Ja, opereta je lahkotna, operete so kasneje. Kratke? Lahko tudi kratke. Opere so pa pač vse, kar je bilo prej. Operete so bolj Straussovi, recimo. Opereta je lahkotna stvar. Lahkotna. Ja, medtem ko opera pa ni nujno, da je lahkotna stvar. Lahko je Singspiel, lahko je... Kaj je Singspiel? Spevo igra po nemško, ko so enkrat začele v nemščini opere biti. Potem je bolj resna opera serija. Leave door. Potem imaš tudi druge sorte oper, kot je recimo Mozartov Don Giovanni, je drama giocoso, igriva drama. Igriva drama. Okay. Na ta način, pa je tudi resna. Ne? Potem imaš opera buffa, je opera špasna, zabavna. Zabavna, ok. Vesela, to je Figaro. To je tak. Okay. Več sort je, no. Kdaj je bil Strauss pol? Kasneje. Kaj to pomeni? To sam ti veš, kaj pomeni. Ja. Kaj pomeni kasneje? Ker začel se je svet pri Mozartu leta 1612 ali whatever. Ne? Še to ne bi znal. Niti približno reči, kdaj so bili ljudje rojeni, določeni. To je kar, no. Kdaj je bil Mozart rojen? 1756. Skoro sem zadev. 140 let sem falil. Eno generacijo. 2, ajde. Ja. No, in to je to. Strauss je bil pa čuka 800. Okay. Ja, tam čez ne vem točno za njega, ampak vem, da je bil 1820 pa kasneje. Ok, fair point. Evo, ta je bila kratko in sladko. Ja, kratko vprašanje. Matej sprašuje. Zdravo, soon to be 40-letni moški tukaj. Vidiš, to je najna publika. Imam za vaju en izziv. V nadaljevanju bom naštel 3 pokojne osebe. Če bi imela možnost postaviti, ima eno vprašanje, kaj bi bilo, izjemno vprašanje. Mozart, Einstein, Steve Jobs. Kje pa Elon Musk? Muska bi dal k tem ljudem. Ja, dobro, te imajo nekaj skupnega, ti so mrtvi, Musk je živ. Mogoče zato hotel pač pokojne, ne? Ja. A ja se reče, v nadaljevanju naštel 3 pokojne osebe. Ja, dober si, danes si res. Leave door, prijatelj. Leave door. Utrujen sem mal. Od romana? Izdaja romana? Od vsega. Okay, v redu. Življenje je nesramno do mene. Pazi, kaj bi vprašal? Ne, to so pa taka vprašanja, to je pa težko. Kaj bi Mozart, to je meni ful dobro. Kaj bi ti vprašal Mozarta? Kaj bi jaz vprašal Mozarta? Ja, to je vprašanje, ne jaz. Ampak ali sem dala, se pravi, Mozarta, ki ve samo stvari, ki jih je vedel v svojem življenju, veš, kaj hoče reči? Ja, pač Mozart je umrl 791, ne računamo, da Mozart ve. Ok, jaz bi ga vprašal, ali si predstavlja, kaj je naredil, a je on na koncu lajfa, ki je tam dosti let umrl? To ne rabiš njega. To ne rabiš njega. No, ker jaz sem vsa pisma študiral njegova, vse jih imam doma. Je zbirka, ki je šla leta 2006, Berenreiter je izdal. To se pravi, to niso niti skice. Ne, to je pa čisto kontra. To je še spet ena nova stvar. To je en tak kartonski šuber, ja. Kjer je not 7-8 tok debelih knjig. Koliko to je 7 cm. Tako imenuje se pa Briefe und Aufzeichnungen. Ja. Se pravi, vse, kar je Mozart za seboj pustil, da ni glasbene nature. Se pravi, da niso note. Tudi to si kupil. Da, pa to je bilo pocen takrat, to je bilo 150 €, ker niso faksimili, ampak so pač napisano. Aha, okay. Izdano kot knjiga. Ja. Kot knjige. In je noter... Pa si vse prebral. Pa to če te zanima, kako bi... Stari, jaz nisem tako kot ti, ki bom treki, pa nisem gledal Deep Space Nine, najboljšega Star Treka od vseh novih. Okay. Stari, to je nek comic relief, ki ga štekaš sam ti, ampak jaz si tega ne znam razložiti. Okay. Pa ne bi rekel,
čakam, da bom. Zdaj pa Mito bo nekaj napisal v Discord, to veš, ki si to rekel, tudi njemu na dušo pihaš. A res? On je fan. Ja, on me disa non-stop, da nisem DSDV gledal. Ja. Ne rečem, da bi ti zdravnik dal neko diagnozo, da bi rekel, gospod Tomo. Gospod Tomo. Mislim, gospod Tomič, Ja. Nimate več dolg, ono drugo. In da bi ti rekel, evo, zdaj je prišel pa tisti cajt v mojemu lifeu, ki se pa lahko uležem brez skrbi in si ogledam Deep Space Nine, ker to sem čakal, pač, da bom miren pri duši, da lahko zapustim ta svet, celoti. Ja, ne, ti niti interesa nimaš, da bi rekel, to me pa čaka, ko mi čakam. Vse ostalo sem videl drugače. Vse ostalo od Star Treka sem videl, čisto vse ostalo. Si, sem. Mislim, čaki. Si, pronto. Od uradnega Star Treka, ker Star Trek je bilo konc 2.4, 2.1, ali kdaj je bilo konc Enterprise 2.3? Ja, vse sem videl. No, po 2.4 ni več. To ti ne šteje še več kot to. Ni kanon. To ni več kanon. Ne. Star Trek je... No, jaz sem tudi to videl. Vse. Jaz delno. Below Decks sem gledal sem Prodigy. Lower Decks, ne. Lower Decks. Prodigy sem gledal, Discovery sem gledal. Cel. Pa ta, kaj je, ta dobra, Strange New Worlds. No, to pa sem tudi jaz gledal. Ja, se vem, ja. Zakaj se prav si kupil pisma od Mozarta? Zato, ker pač... Te zanima. Ja, pa tam imaš ogromno odgovorov. No, in kaj si on mislil na koncu vse po svojem delu? Počujem, niso samo pisma, so tudi vse, ne vem, rojstni list, razne pogodbe, legalni papiri, pa to vse, kar je preživelo, da ima sledove. Ni nujno podpis, da ima sledove Mozarta. Ja. Tudi še vsa pisma po Mozartovi smrti, tam nekje, mislim, do smrti sestre njegove, ki je živela kar dlje od njega. In iz pisem preživelih Mozartovih ti je zelo hitro jasno, kaj si misli o sebi. Kaj pa si misli? Mozart, ja. Da je kralj. Ja. Samo všečen bi. Ne, to ne. Mislim, samo všečen. Če boš preživel 250 let, pa mislim, da si lahko rečeš, da si samo všečen. Kamot. Ja, on pravi, da ljudje ne vedo, me gledajo včasih po strani, ker sem majhen in neimpozanten, a ne vejo. Čak, to zdaj Mozart? Kdo to piše? Mozart. Ampak ne vejo. To je bila dobra šala, priznaj, to je bila dobra šala. To je bila, ja, veš kaj. Mislim, da zapamtiš. A je bil laugh track? Dobro. Ker pazi. Ja. A ne vejo, kakšna veličina je v meni. Mislim, da je to tako citat. Okay. Se pravi, Mozart je odgovoril na moje vprašanje. Dejansko. Ja, Mozart je odgovoril na tvoje vprašanje. Kaj bi ga ti vprašal? Ajde, ti kaj vse veš. Ti si vse prebral, vse poslušal, s povečevalnim steklom gledaš, razumeš, skice, vse živo. Kaj bi Jure Godler vprašal najbrž isto visokega Mozarta? Mozart je bil visok, 152. Jaz ne vem, kaj bi... Veš kaj, to je... Nisi mogel imel. To je zelo težko. Ja, ampak kaj bi ga vprašal? Kaj bi ga vprašal? Če si 20 let lifea posvetiš praktično študiju ene in iste stvari. Ja. Jaz nisem muzike študiral kot tak, da bi rekel, jaz pa vem o vseh skladateljih približno enako. Ja, ti veš samo Mozartu vse. Vem tudi od Haydnu, pa v Bachu, pa v Beethovnu. Ampak o Schumanu ti pa ne znam skoraj nič povedati. Schumann. Ja. Ali pa Mendelssohn, ali pa Brahms, ali pa kasneje. Barber. Kje je Barber? Tako si kot ta, kako se že imenuje novinarka, ki vodi na BBC Radio 3, Georgia Mann, ki vodi breakfast show na BBC. Ona mora vsak dan spustiti enega Barberja, en Radetski marš, en Adagio od Albinionija, prav tist, a imate kjer CD, ki je bolj spraskan, kot te, ki jih vrtite? Verjetno ne. No, glavnem. A si poslal pismo? Ne, hotel sem na Twitter napisati. A res si hotel, to te je razjezil. Danes pa še nisi Barberja zavrtela, sem hotel, sem pa bo rekel, kako se pa ta, zdaj pa celebrity v Sloveniji, a veš. Ceca ve, kdo je. Naprej. Kaj bi ga vprašal? Ja, hotel sem reči, ko posvetiš toliko cajta, je zelo malo
kar ne veš. Je dober, ampak lahko bi pa kaj človeškega vprašal. Vem, nekaj, kar ni tam, da bi ga nekaj človeškega, veš, lahko nekaj tako. Jaz o komponiranju ga njem vprašati kaj. Okay. Kaj bi ga pa probi se, predstavljaj si, da si normalen človek, ki sam hoče nekaj, take stvari, kot Chat GPT sprašuješ. Razumeš, kaj bi Mozarta vprašal? Kaj bi ga vprašal? So stvari nerazčiščene. Recimo v enem pismu piše, ne vem komu, očetu, da je umrl Voltaire, če se ne motim. Ja. In je napisal, poginil je kot pes, kot lopov, ki je bil. Zakaj? Kakšen bif? Aha, kakšen bif je bil? Take stvari. Zakaj si bi te zanimal? To je logično, če vse ostalo veš. To se sploh ne zavedam. Mene ne zanima, ker iz študij rokopisov tudi veš, kako je komponiral. Da je najprej napisal violino pa bas, ker vidiš, da je... Ampak ne bi nič tazga vprašal, veš, day to day, ko si pisal to tvojo znano, ki jo sem že spet pozabil, kjerkoli znana njegova. Ne, se ne rabiš. Don't go there, ker sledi blamaža, ampak nadaljuj naprej. Ko si pisal to svojo zelo znano skladbo, ki jo vsi zdaj poznamo, cel svet jo pozna, melodijo cel svet pozna. A veš, kako hitro je to nastalo? V smislu, ali si se takoj spomnil, ali si trpel zraven. Take stvari. Tu zdaj odpiraš eno zelo zanimivo debato, ampak po moje... Ne z mano. Ja, po moje nisi... Lahko ti povem, ker zanimivo v knjigi Bemerkungen über Musik Ludwiga Wittgensteina so zbrana njegova razmišljanja o muziki, pa ne štekam vsega, ampak ko pa govori o Mozartu, ker Mozart je napisal v enem pismu sestri, je napisal, da, mislim, da sem o tem že govoril, da ravno kar iz glave prepisuje komad, ki ga je skomponiral. Spravo ga je v glavi skomponiral. To je kar weird. Ja, te ustvarjalne prakse Mozarta nakazujejo, zdaj, če ne gre za neko bahanje, ampak jaz mislim, ti se bahaš, ko neki javnosti govoriš, ne pa če pa sestri pišeš pismo, privatno. Najbrž res je. Ja. Kjer piše, da z glave prepisuje fugo za klavir, ki je skomponiral, spravo z glave prepisuje komad, ki je tako kar dolg, pa fuga je najtežja stvar, ki jo lahko skomponiraš. Zakaj? Zaradi tega, ker je toliko pravil, ki se jih moraš držati. Aha, okay. Ful velik napak lahko pride, če na papir pišeš. Razumem. Kaj šele. Tako kot ti rekel, sem pa članek napisal v glavi, zdaj ga pa 10 člankov. Primerljivo. In rečem, medtem, ko pa z glave prepisujem, pa komponiram v glavi preludi, se pravi, medtem, ko komad iz glave prepisuje na papir, si izmišljuje še ekstra preludi, ki bo prišel pred to. Pa to bi ga lahko vprašal, je to bullshit? Rekel, a si se to... Fair enough, to bi ga vprašal, ja. A ne? A je to ampak glede na količino outputa, ki ga je dal v 35 letih life, kako je živel, dvomim, da je to bullshit, ker je malo nečloveško si razložiti marsikaj. Ok. Ok, Einstein, kaj bi vprašal Albija, tvojega prijatelja? Jaz vem, kaj bi ga. Jaz tudi vem. No daj, povej. Kako si tako dolgo zmilevo zdržal? To je pa šala epizode. To je šala epizode. Pač tako je. Ja. Kako si tako dolgo zdržal? Kako si tako zdržal z njo? Steve Jobs? Ne, kaj bi ti vprašal? Jaz bi v bistvu Einsteina, tisto, kar bi ga res vprašal, je to, kar sem Oppenheimerja gledal. Okay. Mi je všeč ta del od njegovega life, o katerem se ne govori, ta obžalovanje. Kako je res s tem živel? Se to nima... To je malo romanticizirano. Se strinjam, ampak še vedno na podlagi njegovega dela smo šli v nuklearno dobo. Ne. Efektivno. Če ne bilo Einsteina, misliš, da ne bilo. Seveda bi bilo, ampak je bil on. To je ta razlika med nama. To je ta, ne?
Jaz bi ta človeške stvari sprašal. Ja, seveda bi prišli do tega, jaz dvomim, da je on to tako racionaliziral. Bi ga vprašal, kako to neseš, razumeš, Ruzak, čez life, pol, ki se že zgodi. Pet ljudi je bilo, pa ne pretiravam. Ja. The Principle of Relativity je knjiga založbe Dover, mislim, da se še prodaja na Amazonu, kjer so vsi članki, ki so peljali do zaključka in popolne formulacije Einsteinove posebne teorije relativnosti. Okay. Tako da, če že, potem bi mogli teh 5 ljudi, en je Riemann, en je Lorenz, en je Poincaré. Strinjam se s tem, ampak on je, razumem, sem pravim se, zve se pa tudi, da je on to kar imel. On je bil velik humanist, ker imaš ogromen, ja. Ne ogromen tok, ne, ampak imaš pa kar nekaj zapisov njegovih, kjer o lifeu piše, o politiki, o Izraelu, o Palestini. Takrat njem so ponudili, da bi bil predsednik Izraela, pa je zavrnil. Ja. No, sej, ampak hoče reči, no, viš take, ok, Steve Jobs. Take stvari bi, ne, kaj bi ga vprašal? Je ne to, kako pač to nese sabo pol, ne? Če bi si predstavljal, da bi ga lahko vprašal pol samo temu, ko je on že bil znan, ko se je vedlo, ko so bombe že obstajale, razumeš, vse to, bi ga res vprašal, kako to nese. Jaz bi ga vprašal, kaj sta direktno pogovarjala z Nielsom Bohrom v Kopenhagnu. To bi ga pa vprašal, ker sta imela tisto debato, kjer Einstein pač ni maral kvantne mehanike. Prvi pa Dirakovo knjigo. Ti bi sam gossip bi rad vedel, to je tebe, ker vse ostalo misliš, ja, ne, ona to je že znanstven pogovor. Se vem, razumem, ampak tako, ne. Steve Jobs, to ne vem. Veš kaj, te vizionari pa te ljudje, mene ni, Steve Jobs je bil trgovec, to je bil perfekten trgovec. Marketinger. Marketinger. Ne, jaz se s tem ne strinjam čisto. Meni zdi, da te ljudje napačno gledajo na svet. Zdaj bom malo filozofski, ampak če boš rekel, da ti prav gledaš na svet, neham delati ta podcast drugače. Da gledam na svet? Da ti prav gledaš na svet, ne? Hear me out? Že spet najslabša fraza iz tvojih ust je, mogoče vam pa jaz prav, to je bilo na zadnje obdobje Barbie, pa sva nehala snemati. Ne, čak. Ja, ok. Elon Musk, pa te oni pa, pejmo na Mars, dejmo električni avto, pa to. Kaj pa če bi ti multimilionari začeli vlagati v to, kako se bomo mi pobrali potem, ko bo svet padel, kar se bo inevitably zgodilo. Padel kam? Ja, padel, ko bo civilizacija padla, ko bo enemu se tam zmešal, pa bo ena nuklearna bomba prišla, potem bo pa druga prišla, potem bo pa jeba. Hočeš reči, da a bo temu, ki se mu bo zmešal, a bo on dišal? Nisem tega hotel implicirati, kako bo dišel. Tako resno gledam, ker meni se zdi... Si pesimist torej? Ne pesimist, realist. Okay. Ker če tako pogledaš, to je neki, ker v svetu je bila druga svetovna vojna, pa je bila zelo grozna, ampak smo preživeli. A veš, ni podrla sveta nepovratno, to sem hotel reči. A ga ni? Ne, vprašaj dinozaure, kaj je podrl svet. V kombinaciji. Ali lahko dam to četrtega pokojnega, kaj bi ti rekel, vprašal? To ti hočem reči, ker vedno je na svetu, karkoli se dogaja, ne pa se bo in vedno je. In tako bo, do točke, kaj enkrat pa ne bo, po moje. In takrat se bo treba pobrati, takrat bojo... Se pravi, ko bomo reševali, kot je v vseh teh deep impact filmih, The Core, Armageddon, pa to, ko zbirajo smetane človeštva, da preživi, ne? Pa ne rabijo, zato bi rekel, pri tem denarju, ki ga imajo oni, se mi zdi, da se lahko to pripravi tako, da ne bo sam zasmetano. No, tistih lopovov pa socialnih problemov jaz ne bi reševal. Socialnih? Moron. Kako se pa imenuje obrob družbe? Rob družbe. Sorry, jaz se prav tako trudim, da bom politično korekten. Nisi. Zdaj pa povej, kako se reče politično korektno socialni problem. Če smem vprašati to, če pa ne, pa ne. Pojma naprej. Ampak mene bolj zanima, kdo od naju je izbran.
Iz Slovenije morajo tudi ljudi vzeti. Ne? Koga bi iz Slovenije? To pa ceco vpraš, ne mene. To pa. Ne ceca presode. To pa ne ona presode. Koga bi pa še ti dal, če bi tebi dal ljudje to moč? Rečejo, lejte, svet se končuje. Znanstvenike. Ne. Ampak ne, pazi, jaz ti govorim iz Slovenije. Iz Slovenije? Iz Slovenije, koga bi dal na raketo, ki bo preživela? Koga bi dal? Ja, ne, športniki ne pridejo prav, ko je enkrat katastrofa. Tako da. Prav Dončić ostane kle. Ja. Okay. Ne vem, ne poznam Slovenca nobenega. Nobenega, ki bi bil vreden reševanja. Torej. Ne. Okay. Okay, fair point. Ne, to se mi zdi. No, jaz bi, veš, v to bi jaz vlagal, če bi bil. Zato Steva Jobsa ne bi nič vprašal. Oziroma, veš, kaj bi ga vprašal? Ti mi povej svojo najljubšo finto, oziroma kaj po kateri metodi se ti pogajaš. Ker to se mi zdi ena veda, ki ima svoje zakonitosti. To, in po moje ta človek to obvladoval. To se strinjam. Jaz mislim, da je on tudi vedno začel do you speak English. On je prišel na Sony pa je rekel leave, door. Leave, door. V glavnem, kaj sem to reči, jaz njega cenim. Veš zakaj? Zakaj? Ker mu je ratal takrat pred izidom prvega iPoda, mislim, da je bilo, ko je nastal iTunes Store. Ja. To se mi zdi njegov največji dosežek, da se je uspel zmeniti z vsemi temi. Da so prodajali muziko. Tako, da si, ker jaz imam ta Apple account od leta, po moje takoj, ko je prišel, po moje 2627 ga imam. In imam ameriški račun in od takrat sem muziko kupoval že tam. Enkrat ni bilo, pa sem iskal kar obskurne zadeve, da iTunes Store ne bi najdel albuma in da ga jaz ne bi mogel kupiti. A to veš, da Apple je zdaj naredil tudi za klasično glasbo app? Ja, sam... Ne, jaz poslušam samo Arnonkurja. Ne bom časa zgubil z nobenim drugim. Se pojav tu pa tam, kdaj... To je noro, če to sploh ne razumem. Ne, res. So kot oni ljudje, ki sam Brucea Springsteena poslušajo. Pa meni je Bruce Springsteen cool. Ne, on igra vse komponiste, sam je on kot dirigent, kot interpret, ker ima pogled na glasbo kot večno odkrivanje novega. Okay. Ne pa kot to, mi imamo pa dirigenta, ki je zvezda in poglejmo, kako mu lepo lasje valovijo, ko skače k majmun na odru. On ni to. Okay. Njega zanima muzika. A on še živ? On je umrl 2016. Okay. To sem pozabil, vse to si mi največ že povedal. No, zdaj je že pokojen. Ok, pa sta to naredila? Kaj bi jaz še, a te zanima slučajno? Ja, kaj bi pa ti vprašal Steva Jobsa? Če je kaj za regulirati? Ne, se ne. Ne, kaj bi ga vprašal? To bo zelo nerdi vprašanje, ampak ga bom vsem povedal, ker bo iskreno. Vprašal bi ga, kako so falili iPhone na začetku, ne? Ker cela poanta je bila, da bojo naredili iPad. Ne? Oni so hoteli komp narediti. Resno? Ja, to je ta neka zgodba, da v bistvu oni so non-stop, ker oni so že imeli unga Newtona pa to, ne? Se spomnim? In je bilo vedno mišljeno, da bomo mi naredili v bistvu računalnik, pa je pa v bistvu, mislim, da so bili zasloni ali nekako tako, zdaj zelo po spominu, no. So bili predragi, veš. In pa so manjšo napravo naredili in tako je pol iPhone rato. In ba je, da ni bilo, niso nikoli, to je zdaj zelo tako reči, ampak ba je, da na začetku ni bil poanta v telefonu, ne? Ampak v kompu, ki je pol ratov, itak komp, ampak oblika je bila pa dost manjša, kot je bilo mišljeno. Ja, tisti displej je bil kar švoh, takrat se spomnim na prvemu. Pa veš, boh ve, kako je bil drag, ne, veš, takrat, ne, da je pa touchscreen pa to. Jaz sem bil takrat v Ameriki. Ja. In lih po izidu mi je dal Jonas, ki smo takrat prijateljevala, cash in sem mu šel v Apple Store kupiti iPhone. Aha, ok. Čista prvega. Čista prvi in to en mesec potem, ko je prišel. To je bilo še brez App Stora, brez 3G-ja, brez videa. Ja, brez vsega. Dobar. Mislim, da mu je pol padel v bazen. Grozen. Ampak je pa res, da je bil Apple pa pol tisti, ki so bili iPod Touchi pa to. Ja. To je bila prva zadeva tako na trgu, ki ni imela nobenega lega, ki si ti swipe pa te zadeve. Ja. To je bilo res tako. Karibska. Ker jaz sem imel, po mojem sem kupil ene
5-6 HP-jev, Palm Pilots, pa te zadeve. Ja. Ni to, ne. Tako se ti zdi fajn. Ja. Kupiš to, wow, to bom jaz skozi, potem en dan si stisnemo poje pa v predalu, dokler ne gre na eBay. Jaz sem imel pa Nokia na 900, ki je še zdaj tam nekje. A to je tisto, ki se odpre? Ja, tako, slajdne. Slajdne, ok. Ja. Nokia komunikator. To pa nisem nikoli imel, vedno hotel imeti. Ko je že tisti en spot, kjer je ena punca? Od Nelija. Aha. Komad, kao mu piše SMS, pa je v Excelu napisan. V Excelu je. Všeč mi je, kaj rečeš Excel. Zakaj? Je po slovensko. Ja, Excel. Ne, Excel, ne? Da ti si X pa C kar mal zblendaš. Kaj, jaz govorim včasih tudi o siromašeni angleščini, Jure. Zadnje vprašanje, potem gremo pa na Dopo Barbo. Pozdravljeni. S fantom sva že več let skupaj, vendar mi je zadnji mesec začel govoriti, da zakaj jaz to berem. Naj ga kličem očka, če bi želela, da je moj sladki očka in podobne. Meni to ni najbolj všeč, kaj naj naredim, da bo prenehal. A ni tako, da sladki očka je, da je to sugar daddy? A niso to sponzorji mladih deklet? Mislim, da deklet, ni nujno, da so mladi. Ja. Kjera 70 let stara ženska ima sugar daddy? Imaš 90 let stare milijonarje, stari moj. Ja, to je ridiculous. Kako izgledaš 70 let stare ženske? Kako izgledajo 70 let stari tipi? Ja, ne, kako izgledajo 70 let stari ljudje? Ja. Nisem hotel reči. Ja, ne vem, jaz ne vem. Na kjere kategorije ti hodiš? Že več let skupaj. Ja. To nekaj naštima. Po mojem je to joke. Ne moreš biti, to je... Že spet pa ta teorija. A niso neke strani. Čim si dlje skup, vse ugasne. Ja. There's no spark. Gotovo. Kdo si bo pa govoril očka? Kdo si bo govoril, če si več let skupaj? Ja, zanj si rekel, da roleplay. Ne pride poštev, da se ne oblačiš v hlačke. V hlačke, kakšen roleplay? Čakaj, ne. V spodne hlače pa srajčko, sem hotel reči. Ja. Okay. V hlačke. Kaj se ti oblačaš, kada roleplayaš? To je nek roleplay, po moje. Ja. Meni to ni najbolj všeč, po moje ona bolj dominantna. Zna biti, da zna po mizi udariti. Kaj naj naredim, da bo prenehal? Ne po mizi udar. Udari po mizi, mogoče čeprav sladki očka. Oziroma ne ga vpraša, koliko misli, kaj je kihnt. Keša, ne vejo ljudje, da to delaš. S prsti dela. Koliko misli, kaj je kihnt? Mednarodno gestikulacijo za denar. Za veliko denarja. Za veliko denarja. Pa je make it rain, pomoč ko narediš, da ga mečeš v luft. Ja. Koliko bo kihnil, ne? Odvisno, koliko bo ta sladki očka kihnil, se naj na podlagi tega odloči. Meni to ni najbolj všeč, kaj naj naredim, da bo prenehal. Ja, vprašaj ga. Kako je pa ime, punci? Ne vemo. Zato nisem hotel imeti tega vprašanja, ker ne vemo. Ne maramo anonimnih. Ja, anonimnih, tako da ja. Cool. Okay. Zmenen. Nič več? Zdaj pa to je to. Bova šla počasi na Dopo Barbo, če dovoliš. Okay. Ajde, še eno vprašanje, ki smo glih prvoli. No, zanima me Juretovo mnenje o nizozemskem violinistu in skladatelju po imenu André Rieu in njegovih koncertih, ki jih prireja v Maastrichtu, skoraj v Massachusettsu. Opa help, Dopo Barba, slišati želim Juretovo mnenje o MILF in o njegovih morebitnih izkušnjah z njimi. To je tema današnja, kako je vedela? Wow! Kje si to prebral? Anže lahko tudi pove. To ni res. To res je eno vprašanje. Če berem. Hvala, oboževalka. God. Mislim, da je še malo nazaj. V glavnem, Juretovo mnenje o violinistu in skladatelju po imenu André Rieu. A veš, kdo je to? Ne. Pa to je tisti violinist dolgolas, ki hoče biti Strauss, Johann Strauss. Ki hoče, pa mu ne ratuje. Mislim, ratuje se. Straussa igra. Čakaj, tole bom dal pol v zapiske. To bo edina stvar, ki bo v zapiskih. Lepo, to je vrtijo na televiziji te njegove koncerte. To je tako, to je res, kako bi rekel... Prvič vidim. Kako se reče temu? Kaj je tista cenena vsebina, pa načičkana in sladka? Kič. To je kič v glasbi. Okay. In ta tip je našel svojo nišo. Ja. In ta niša je ljudje, ki bo imeli veselih valčkov, pa polkic poslušati, pa bo je videl, kaj
bavarskega vmes, hojladrija rom, ampak še zmer na nivoju, kjer je to klasična glasba in on violino igra in se vrti po odru in tako. Ja, in mnenja nimam nobenega o njemu. To je lastnik orkestra Johana Straussa, ki je največji zasebni orkester na svetu. Ja. Tako piše. To je pač poslovnež, kot Steve Jobs. Ampak on ne dela v tehnologiji, ampak dela... Sprav ni hardcore, ne? Torej. To je res... To je res potrošna roba. Zdaj gre pa lahko na Dopo Barbo. To ima toliko vsebine, kot imajo Haribo bomboni. Vse neki je. Ja, živalska želatina. Ja. Andrej Rju je živalska želatina. Okay. To sem hotel v odgovor. V odgovor, ok. Ja. Oh, God. Dopo Barba. Ja, zdaj pa Dopo Barba. Čak, kaj je bilo še polkle naprej? Juretov mnenje o MILF in o njegovih morebitnih izkušnjah z njimi. To je Dopo Barba. Jaz nočem biti več zraven. Ne sem to, bo še kaj drugega. Zakaj si leksikon vzel v roke? Okay. Zdaj bom sprožil Dopo Barba. Zdaj pa še enkrat, dejte podpreti, aparatus.si Preševnica podpri. Dejte podpreti, ker brez vaju ne bi naju bilo. Ne, brez vas ne bi bilo nas naju. 2 podpirata. 42-letnika, ki jih, to sta nama napisala, jih morava midva klicati sladki očka. Tako da, oba. Ne, Jure? Ne, nisi še nobenemu moškemu rekel sugar daddy? Hvala. Hvala lepa. Okay. In Dopo Barba intro. Dejstvo je, da ženske res ne poslušamo opazovalnice. Evo, Dopo Barba. Jaz sem se, nekje sem zasledil, da je največji problem med ljudmi letos, zadnje čase, oziroma v novi dobi, ugašanje ljubezni.